Dober večer, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji Univerze v Novi Gorici, prijatelji znanosti, drage študentke, študenti, kolegice, kolegi, dobrodošli ponovno na znanstvenem večeru Univerze v Novi Gorici, tukaj na Zemonu, kjer nocoj gostimo profesor dr. Nino Gunde Zimmermann, ki nas bo popeljala v svet solin in druge zanimive svetove, tokrat nekoliko drugače. Odkrivala nam bo zanimivosti in čare, če tako rečem, človeku nevidnega sveta mikroorganizmov, ki živijo v ekstremnih pogojih slanosti oziroma nizkih temperatur. Pred samim predavanjem pa dovolite nekaj besed o nocojšnji predavateljici. Profesor dr. Nina Gunde Zimmermann prihaja z Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2007 redna profesorica za področje mikrobiologije in predava na Biotehniški fakulteti, Filozofski fakulteti in tudi Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Od leta 2005 pa je tudi gostujoča profesorica na Univerzi Karl von Ossietzky v Oldenburgu v Nemčiji. Področje njenega dela pa je mikologija, če povemo v širšem smislu, znotraj katerega jo zanima predvsem fiziologija, biokemija in taksonomija halofilnih in psihrofilnih gliv. To so mikroorganizmi, ki živijo v ekstremnih pogojih, kot sem prej omenil, pri zelo visoki slanosti, pri nizkih temperaturah in seveda v okviru tega je področje njenih raziskav mikrobna ekologija solin, mikrobna ekologija ledenikov. V zadnjem času pa jo vse bolj zanimajo tudi glive, ki so medicinsko uporabne. O svojem delu je objavila preko 50 znanstvenih člankov, napisala nekaj knjig, nekaj jih imamo tudi danes pred sabo, več poglavij v teh knjigah, prijavila več patentov, 2, če so moji podatki dovolj ažurni, sta bila že podeljena. Skratka, Nino Gunde Zimmermann odlikujejo vse kvalitete, s katerimi znamo, če tako rečem, meriti uspešnost vrhunskih znanstvenikov. Seveda pa naši gostje na Zemonu ponavadi prinesejo še kakšno kvaliteto, po kateri se odlikujejo od običajnih, če tako rečemo, raziskovalcev. Morda pri Nini lahko najdemo v tem smislu precej zanimivo življenjsko pot. Začela je po diplomi v našem farmacevtskem gigantu Krki, se pravi v industriji, od tam je preskočila v raziskovalne sfere na Kemijski inštitut v Ljubljani in se potem preselila, če rečemo bolj v akademski svet, na Univerzi v Ljubljani. Sedaj pa po njeni biografiji lahko opazimo, da se v nekem smislu vrača v industrijo, bolj točno rečeno v podjetništvo. O tem mogoče malo več v razgovoru, ki bo sledil temu predavanju, mogoče pa tudi o tistih drugih kvalitetah, ki so vezane bolj na osebno noto, če tako rečemo, ki dajejo pečat vsakemu prispevku znanstvenikov. O tem mogoče nam bo razkrila spet v pogovoru, kaj jo vleče v te skrivnostne, oddaljene, včasih tudi neprijazne svetlove, mogoče tudi povedala, zakaj rada pleše tango, ampak o tem potem. Sedaj je na vrsti mikrosafari. Prosim. Ja, najlepša hvala za te prijazne besede. Prav počaščeno se počutim, zlasti zato, ker vem, v kakšni dobri družbi sem se tukaj znašla. Torej, jaz upam, da vam bom danes uspela pokazati, kot je zelo prijazno povedal profesor Franko, mikrosafari, nevidni svet mikroorganizmov, ki, ko ga začnemo odkrivati, je resnično izjemno očarljiv in, kot boste videli, tudi uporaben, ne samo očarljiv. No, popeljala vas bom med ledenike, popeljala vas bom v taka okolja, kot je mrtvo morje. Tale gobica izvira od tam, narejena iz natrijevega klorida, in tudi v svet halita, se pravi v svet precipitiranih kristalov natrijevega klorida.
pa tudi k črnim kvasovkam. Tole namreč je napis, ki je narejen s črnimi kvasovkami. Čakajte takole. Torej, zakaj sploh ekstremna okolja? Ko sem se lotila teh raziskav 12 let nazaj, tega že toliko, so bila ekstremna okolja tista okolja, kjer so raziskovalci, ki imajo nekaj avanturističnega duha v sebi, še resnično lahko izživljali ta avanturistični duh. To so bila edina še neraziskana okolja na našem planetu. Vendar so bila ta okolja popolnoma monopolizirana strani bakteriologov, se pravi, gledali so samo bakterije. Mene pa že od nekdaj zanimajo glive, ker so evkarionti, ker nas povsod obdajajo in kot boste videli, so tudi izjemno lepe. In ne samo to, prilagoditve, ki jih preučujemo na evkariontih, lahko uporabimo za spreminjanje rastlin, pa tudi za pridobivanje znanja v zvezi s človekom. Torej, kakšna ekstremna okolja? Raziskovalci so raziskovali ekstremno vroče, predvsem ekstremno vroče, potem tudi ekstremno slana okolja. In ker v Sloveniji imamo eno res izjemno slano okolje, smo se takrat 12 let nazaj odločili, da bomo preučevali prav to. Naše Sečoveljske soline, ta slika je namreč od tam, so svetovno znane. Znane so zaradi dveh razlogov. Eden je, da so med najstarejšimi še delujočimi solinami na svetu. Dejanske zapiske o njih imamo iz 13. stoletja, no, najbrž veste, da ta slika ni od takrat, ampak je vseeno stara, se pravi, res so stare. Drugi razlog pa je, da v teh solinah gojimo kontinuirno že 700 let mikrobno odejo, ki je edinstvena, petola, kot jo mogoče poznate. Ta mikrobna odeja pokriva bazene, kjer sol kristalizira. Običajno po vseh solinah po svetu tiste bazene, kjer je sol praktično nasičena, prekriva asfalt ali beton, ker pri teh slanostih se neka normalna mikrobna odeja raztrga. Če pa jo gojite, kot jo tukaj gojijo že 700 let, potem imate to lepo prevleko, ki ne prepušča ione iz spodnje strani, sol, ki zaradi tega kristalizira na tej podlagi, je izjemno čista in zato je bila tudi znana po celem Sredozemlju. No, soline ne samo, da so lepe in zgodovinsko pomembne, čudovito igrišče za mikrobiologa so. Kajti, poglejte, tukaj vstopa voda v sistem, voda, ki ima 3% natrijevega klorida, morska voda. In potem ta voda postopoma izhlapeva in različne soli se ubarjajo. Vsak od bazenov je zato, lahko rečem, svet zase, s čisto svojo mikrobno floro, ki se v drugih bazenih ne ponovi. No, da vas samo majčkeno podučim, glede na to, da ravno predavam o teh precipitacij. Kot vidite, to je koncentracija recimo dvakratne morske vode, tukaj so mešane različne soli. Potem pridemo v območje karbonatnih soli, ki prve precipitirajo. Potem kasneje, kot vidite, pri 22% natrijevega klorida, takrat začne precipitirati sadra, se pravi kristali sadre. In šele na koncu 30% in več začne precipitirati natrijev klorid oziroma halit, kot temu rečemo. Se pravi, vsak od teh pogojev je edinstven. No, zakaj je sploh to ekstremno okolje? V čem je problem? Problem je v tem, da v vodi raztopljene soli znižujejo vodni potencial. Če je vodni potencial znižan, potem pri neprilagojenih celicah prihaja do izgube vode iz celic. Se pravi, voda izhaja in celice plazmolizirajo. Že slanost morske vode je izjemno problematična. Saj veste, če date neko rastlino v morsko vodo v trenutku uveni. Se pravi, že morske vode večini organizmov ne prenese. Kaj šele koncentracije, 12-kratne koncentracije morske vode. Se pravi, normalne celice v teh pogojih enostavno plazmolizirajo. Tiste, ki preživijo, so na to posebej prilagojene. Poglejte, večina organizmov zato preživi pri vodni aktivnosti 1. Se pravi, to je vodna aktivnost, ki jo imamo v navadni sladki vodi. Že če se ta zniža na 0,98, je to že meja za rastline. Ni nobena rastlina znana, ki bi preživela nižjo vodno aktivnost kot to. Rekorderji v smislu ekstremofilov
pa preživijo vodno aktivnost 0,75. To je najnižja vodna aktivnost, pri kateri še poteka življenje. Se pravi, to so arhejske bakterije, ki so na to posebej prilagojene. No, dokler se nismo lotili mi preučevanja solin, kot rečeno, so bile soline znane samo po prokarionskih mikroorganizmih in po nekaj algah. To je bilo vse. Drugega se ni poznalo. No, zdaj vam bom prikazala, preden začnem s tem, kaj smo mi naredili, čeprav smo tudi to naredili, ker vam bom prikazala, kaj živi v posameznih bazenih solin, se pravi, kateri mikroorganizmi živijo. In ker so bile vse te slike narejene pod mikroskopom, vas lahko dejansko popeljem na mikrosafari s tem. Nekaj, kar ne vidite, če se tam sprehajate. Torej, če pogledamo slanost 4%, malo zgoščena morska voda, bomo videli v teh bazenih takele mikrobne prevleke, ki so sestavljene iz makrozelenih alg, kot vidite. Te posnetki so iz Izraela, na primer. To se samo vzpostavi in pri teh pogojih uspeva. Če bi jih pogledali pod mikroskopom, bi videli te široke zelene alge izgledajo take. To so še dosti rahli pogoji. Poleg teh velikih zelenih alg se tukaj nahajajo še cianobakterije, modrozelene alge, kot smo jim nekoč rekli. Vidite nitaste cianobakterije, ki se med seboj prepletajo in vmes vidimo tudi diatomeje, kremenaste alge. No, vidite tukaj še posnetek diatomej, kremenastih algih, iglaste diatomeje se tukaj znajdejo in pri teh pogojih uspevajo še praživali. Praživali, ki se pritrjajo recimo na alge, kot vidite tukaj migetalkarji, tukaj so pripete, recimo tukaj na teh peclih, skratka praživali, ki niso zaščitene s celičnimi stenami. Tudi prosto živeče praživali še najdemo, vidite tak lep bičkar, ki se podi naokrog, tukaj še eden obdan z migetalkami. No, in tukaj najdemo pri teh slanostih tudi še rakce, se pravi lahko recimo v višjih živalih. Ko se slanost poveča in pridemo na 10 do 15% natrijevega klorida, tam se precipitirajo karbonatne soli, se stvari že zelo zredčijo, kar se tiče diverzitete, ne pa kar se tiče kvantitete. Tu prevladujejo enocelične cianobakterije, take kroglaste cianobakterije. Poleg tega tudi nitaste, pojavljajo so take lepe spiralaste cianobakterije, kot vidite tudi iz imena, ki se med seboj prepletajo v odeje. Potem se pa tukaj pojavijo tudi žveplove bakterije, ki so fotosintetske, pri anaerobnih pogojih fotosintetizirajo in v celicah imajo značilne žveplene granule, ki jim dajo to rumeno barvo. No, pri teh pogojih diatomeje začnejo odmirati. Tukaj niso več žive, vidimo samo še njihove lupinice. Se pravi, to, kar vidite tukaj, so lupinice teh odmrlih diatomej. Potem gremo že na slanost 20%, tukaj se obarja sadra. To, kar vidite, so kristali sadre. In pri teh pogojih se tudi vidi, da se mikrobne odeje, tiste, ki spontano nastanejo, precej spremenjene. Take gručaste so in sploh ne take lepe, gladke, kot sem jih kazala na začetku v zvezi s petolov. Take so, če so spontanega nastanka. Če to prerežemo, dobimo tako lepo tortico, kot vidite. Zgornja plast so same cianobakterije, fotosintetske, obdane z zelo močnim želatinoznim uvojem, ki dela tisto gladko prevleko, ki sem jo kazala. Potem je plast škrlatnih bakterij in še nižje doli so kemolitotrofne bakterije. No, lepše se to vidi tukaj, se pravi fotosintetski del, škrlatni del in potem anoksidativni del. No, zdaj, če bi to pogledali pod mikroskopom, vidimo enocelične cianobakterije in pa nitaste cianobakterije. In tukaj že ta tista škrlatna plast, ki sem vam jo kazala, to so te bakterije. In tele slike spominjajo vsaj mene na Klimta, če se kdo spomne, Fin de siècle, Dunaj in tako dalje. To izgleda čisto tako kot Klimtova slika. No, prav živali tukaj začnejo izginjati, neki se še držijo, ampak bolj malo.
in pri teh pogojih živi en sam rakec, ena sama višja žival, solinski rakec, kot ga poznate, ali Artemia salina, ki filtrira vodo in s tem pridobiva te bakterije, ki mu služijo kot hrano, bakterijo, ki živijo drugače v tej slani vodi. No, in tukaj smo pa zdaj pri res skrajnih pogojih. To so pa res morilski pogoji za večino organizmov. In tukaj, da vas spomnim na petolo, in petolo sestavlja predvsem tale cianobakterija, ki jo imenujemo Microcoleus ctonoplastes. In kot vidite, to je zdaj osrednji del te cianobakterije, okrog je obdana z izjemno debelim želatinoznim uvojem. A vidite to? Zaradi tega je ta elastična, gladka in zadržuje prehod vseh ionov in seveda tudi soli navzdol. Kristali halita, se pravi kristali natrijevega klorida, so tukaj prikazani. In zdaj pa odvisno, kje na svetu se nahajamo, kakšna bo izgledala voda v teh kristalizacijskih bazenih. Če se bomo nahajali v toplejših področjih na solinah, bo voda v teh kristalizacijskih bazenih roza, živo intenzivno roza. Če to isto vodo pogledamo v sečoveljskih solinah, bo ta voda bistveno bolj oranžno obarvana. To obarvanost dajejo bakterije, haloarheje, ki živijo v tej vodi. Po eni strani haloarheje, ki so rožnate, kot boste videli, po drugi strani pa ena sama vrsta alg, ki je zelo bogata s karotenom in je zato oranžno-rdeče obarvana. In od razmerja teh dvojih prevladujočih mikroorganizmov je odvisno, kakšne barve bo voda. Poglejte, tukaj je ta alga Donalela salina, izgleda kot en tak balonček, se pravi, to je običkana alga, čisto oranžna zaradi karotena. In s to algo gojijo in iz nje dejansko pridobivajo karoten, uporabljajo pa še za nekaj drugega. In sicer, če temu lahko rečem, za molzanje. Kajti, da alga izravnava ozmotske pritiske, kadar živi v okoljih z visoko slanostjo ali pa če ta slanost nenadoma pade, alga, da to izravnava, sintetizira glicerol. Pri najvišjih slanostih je glicerola največ. Če jo hitro date na nizko slanost, mora ta glicerol preščrpati ven, zato da celice lahko izravnajo pritiske. In seveda tisti glicerol lahko izolirate. Če jo date spet na visoko slanost, ga spet sintetizira, vržete na nizko, ga spet izčrpa ven. In jo, kot rečeno, v narekovaju lahko molzate. In to delajo, na primer, v Izraelu. No, tukaj je zaradi velikosti tudi vidite kristal halita, skupaj s temi algami. In tukaj je sol, ki je obarvana rdečkasto rožnato na račun arhej in alg, ki ostanejo na teh kristalih halita. Se pravi, prava morska sol je vedno rahlo rožnato rdeče obarvana, razen če to posebej odstranjujejo. No, in tiste, ki dajajo rožnato obarvanost vodi, so tele roza haloarheje, ki sem jih prej omenjala. Te haloarheje imajo zelo zanimivo zgodbo za seboj. Namreč poglejte, to, kar vidite tukaj, to je elektronsko-mikroskopski posnetek celic bakterijskih, ki so edine znane celice na celem Božjem svetu, ki niso ovalne, niso okrogle, temveč imajo popolnoma ostre prave robove. So čisto tanke ploščice, nanometrske debeline in kot rečeno s pravimi robovi. Vse do leta 2004 teh celic v laboratoriju nismo znali gojiti. Nihče na svetu tega ni znal. Glavna oblika življenja so v solinah, ampak kljub vsemu jih nihče ni znal gojiti, te Wolfsbijeve bakterije, kot jim rečemo. Potem pa, kot se rado zgodi v znanosti, sta dve skupini neodvisni istočasno ugotovili, kaj je potrebno narediti. Po 20 letih iskanja. Zakaj so tako glate, pa v bistvu še zdaj ne vemo, ne glede na to, da jih znamo gojiti. Tukaj vidite te celice, spet posnetek, ostri robovi, polne so plinskih vakuol, tukaj je rdeče obarvano, in te vakuole jim omogočajo, da plavajo na površju te salane vode in so med seboj povezane tako kot znamke v plahti, se pravi, ena druge se držijo, prekrivajo celo vodo in ji dajo to rožnato barvo. Ampak kot rečeno, še zdaj ne vemo razlogov, zakaj je tako. No, in ta razglasitev
tega odkritja, kako jih gojiti, je bila dejansko prvič narejena v Ljubljani, ko smo organizirali svetovni kongres leta 2004 na temo halofilnih organizmov, se pravi slanoljubnih organizmov. Zdaj pa tukaj stopim končno jaz z glivami. Torej, do zdaj je bila to predstavitev, zdaj pa glive. Kaj se je vedelo 12 let nazaj o glivah, ki živijo v solinah? Nič. Vedelo se je to, da glive kontaminirajo rade hrano, to vsi poznamo, ki imamo gospodinjstva, hrano, ki je konzervirana z visokimi koncentracijami soli ali sladkorja. Torej, če kontaminirajo hrano, najverjetneje živijo tudi v naravi, v takih okoljih. Kljub vsemu je pa v vsakem mikrobiološkem učbeniku pisalo, da temu ni tako, da v takih okoljih jih ne najdemo. No, mi smo pa malo po gospodinjsko razmišljali in smo si rekli, kaj če bi poskusili z metodami, ki se uporabljajo v živilski industriji za izolacijo teh mikrobov iz hrane, kaj če bi te metode preizkusili v naravnih okoljih. In smo to dejansko tudi naredili. Te udomačene ekstremofile, smo poiskali v naravi. Se pravi, prehod iz hrane, v tleh so bile prej že najdene slanih tleh, nihče pa ni gledal v vodnih slanih okoljih. Torej, nekakšni taki občutki so nas prevevali. Najbrž so, samo kje so. Začeli smo z našim iskanjem v sečoveljskih solinah. Prvih nekaj let smo delali samo tam. In ko smo jih našli v sečoveljskih solinah, smo se nekaj let ubadali s tem, da smo prepričevali mikološko srenjo, da to, kar najdemo, niso kontaminanti, ampak so resnično organizmi, ki v solinah živijo in so del normalne mikrobne flore. To je bila kar težka bitka na tem področju. Kasneje, ko smo nekako s tem prodrli, smo te naše raziskave razširili več ali manj, skoraj vidite, po celem svetu. Vzorčili smo v Slanem jezeru v Utahu, Dominikanska republika, v Puerto Rico, tudi Španija, Portugalska, Francija, v Izraelu Rdeče morje, Mrtvo morje, v Namibiji, no pa še kakšen kraj bi se našel, ki tlele ni omenjen. Se pravi, to, kar vam prikazujem, je globalni pojav. To ni pojav naših sečoveljskih posebnih solin, ampak podobno sliko najdemo dejansko po celem svetu. Torej, kaj najdemo? Našli smo glive z enakimi tehnikami, ki smo jih razvili na vseh teh različnih lokacijah po svetu. Poznamo njihovo populacijsko dinamiko, taksonomsko smo jih karakterizirali preko let, upisali smo 25 novih vrst mimogrede, filogenetske analize delamo za njih in tudi, kar bo tudi danes še beseda tekla, proučujemo njihovo prilagoditev na rast pri izjemno slanih pogojih, ker je to pomembno zlasti zaradi rastlin transgenih. No in seveda, jaz bi lahko zdaj vas razveselila, pa ne vem, če bi vas, s tem, da bi vam v vseh teh skupinah gliv razlagala, pa vam ne bom. Dovolj je, da vidite vse to, če vas več zanima, si boste kasneje lahko pogledali knjigo, dovolj je, da vidite, da so to vse rodovi gliv, ki se pojavljajo v solinah, v slanostih od 3% pa vse tja do 35%. Tukaj bi rada poudarila dve stvari, ki sta pomembni. Prva je, da v bakterije, ki živijo v solinah, vedno živijo samo v nekem določenem območju slanosti, ne izven. Se pravi, ne poznamo nobene bakterije, ki bi rasle v celem območju slanosti. To lastnost imajo samo glive. No, druga stvar, ki je pa pomembna, pa je, da te glive, ki jih vidimo, če bi pogledali celotno filogenetsko drevo gliv, lahko vidimo, da so razporejene po celem sistemu. Se pravi, da je to lastnost, ki se je pojavila sekundarno. Da so določeni organizmi, ki so bili sposobni, ki so imeli določene prilagoditve, se iz okolij, ki so jih zasedali, sekundarno vrnili v to okolje solin in ga zasedli, ker je bilo seveda tam tudi manj kompeticije kot recimo v njihovih normalnih okoljih. Se pravi, to je lastnost, ki se je sekundarno pojavila. Še eno zanimivost lahko povem, da te grupe, te rodovi, ki jih tukaj prikazujem, so tudi rodovi gliv, ki vsebujajo patogene glive. Se pravi, malo gliv je patogenih, ampak tiste, kar jih je, so v teh rodovih. Vendar,
pa nikoli ni ista vrsta v solinah in obenem patogena. Je v istem rodu, vendar je ali patogena ali solinska. Se pravi, nek potencial evolucijski, ki so ga ti organizmi imeli, so razvili ali tako ali tako. Iste, ko bi rekla, ista izhodišča so imeli, vendar so jih na različne načine uporabili. No, poudarila sem tukaj samo dve skupini. Ena je črne kvasovke, o teh bom zdaj povedala malo več besed, druga je rod Valemija, ki je nekaj prav posebnega in o tem bom tudi povedala nekaj besed. No, tukaj, da se malo hvalim, pa gremo naprej. Črne kvasovke. Rečemo jim črne, zato ker so melanizirane. V celični steni imajo tak melanin, kot ga imamo ljudje v koži. Mi se ščitimo z melaninom pred UV-sevanjem, črne kvasovke se ščitijo pred UV-sevanjem, pred slanostjo, kot smo ugotovili, pred prostimi radikali in še cel kup drugih stvari. Črne kvasovke so izjemno zoprne za taksonomijo. Poglejte, to, kar vidite na tej sliki, je ena in ista vrsta. Vendar je pri tej vsaka od teh slik izgleda popolnoma drugače. Od takele lepe, mehne svetleče do takole razširjene zadeve. To je ena in ista vrsta. Se pravi, z morfologijo pri določevanju si ne moramo pomagati prav dosti, ker se tako izjemno razlikujejo. Zato so nujno potrebne molekularne metode, ki smo jih ob tem tudi razvili. No, lejte, predstavila vam bom tri glavne, samo dve čisto na kratko, eno pa malo bolj natančno. Tale vrsta, Phaeotheca triangularis, je bila vrsta, ki, preden smo jo mi našli v solinah, je bila najdena samo enkrat. En sam izolat na svetu je obstajal. In ta izolat je izhajal iz enega air condition sistema na Nizozemskem, kjer seveda tudi se spreminja vodna aktivnost in so izolirali iz filtra te naprave. To je bil edini izolat. Potem pa mi množično v solinah. Druga vrsta je bila prvič opisana v sečoveljskih solinah in je popolnoma nova. Danes vemo, da ta vrsta živi tudi na Antarktiki, živi tudi na Arktiki, najdena je bila prvič takrat. Za vse te črne kvasovke, poleg tega, da so melanizirane, je značilno, da delajo, vidite, take debele skupke celic. Te skupki celic so zato, ker se razmnožujejo navznotraj. Navznotraj se delijo in s tem se ščitijo čim bolj pred zunanjostjo. Se pravi, da je stik med slano vodo in njihovimi celicami čim manjši. Zaradi tega. Te skupke imenujemo meristematski skupki in jih bomo kasneje še videli. To je ena taka univerzalna prilagoditev na take pogoje. No, tiste, o kateri bi pa več povedala, je pa tale kvasovka. To je Hortea verniki, ki je dominanten organizem v vseh solinah po svetu. Te glive je največ. Ta gliva raste v obliki kvasnih celic, kot vidite tukaj, v obliki nitk, kot vidite tukaj, pa v obliki tistih skupkov, ki sem jih kazala prej. Se pravi, vse tri oblike. In je sposobna rasti pri slanosti od 0 do 32, celotno področje pokriva. Preden smo jo mi našli v solinah, je bila ta gliva znana kot povzročitelj obolenja, ki ga imenujemo tinea nigra. Tinea nigra je obarvanost, ki se pojavlja zlasti pri mladih ženskah, tudi pri moških, ampak zlasti pri mladih ženskah na dlaneh, rok in na podplatih. Ženskah, ki se rade sončijo in zato temu primerno izhlapevajo, imajo povišano slanost in pri teh pogojih ta gliva naseli roke in povzroči to črno obarvanost. To sicer izgleda hudo, vendar ni. Zato, ker je to v bistvu popolnoma kozmetičen problem. Napade samo čisto zgornje plasti kože in če to pošteno zdrgnemo, gre dol. Tako da je v bistvu samo neprijetno, ne pa res medicinsko pomembno. No, in za to glivo, preden smo jo mi našli v solinah, je bila najdena samo na ribah. Ni se vedelo, kje bi bila v naravi, mislili so, da je na kakšnih plažah, pa sklepali so, da je mogoče na lužah na morski obali. Ampak nihče v resnici v naravi ni našel. No, mi smo ugotovili, da v solinah je vse povsod po svetu in da jo najdemo v celotnem območju slanosti in pojavlja se v obliki 3 pikov. Ti 3 piki so povezani z pojavljanjem bakterij. Takoj, ko se razmnožijo bakterije, takoj za njimi sledi
pik gliv. Se pravi, njihovo pojavljanje je zlasti v povezavi z hranili, ki se znajdejo v tistem trenutku v okolju, se pravi z fosforjem in z dušikom. To glivo smo našli tudi na lesu. In sicer ograje v solinah imajo pogosto take črno obarvanost. Če to odprete, ta vlakna, so ta vlakna, lesena vlakna, polna celic. Če to pogledate pod elektronskim mikroskopom, vidite te meristematske skupke, o katerih sem govorila. No in če te glive encimsko preučimo, vidimo, da delajo vse encime, ki so potrebni za razgradnjo lesa in da so te encimi aktivni tudi pri 17% soli, pri 10, 17 in še navzgor. No, zadnji 2 leti pa preučujemo glive tudi po migrobnih odejah po svetu, v Karibih pa tudi pri nas in vemo, prej je bilo spet to veljalo, da temu ni tako, da glive naseljujejo tudi zgornje plasti mikrobnih odej. Prej je bilo spet to čist monopol so imeli bakteriologi pred tem. Torej, kaj je značilno za črne kvasovke? Zakaj so za nas zanimive? Ker rastejo pri celotnem razponu slanosti, ker jih praktično ne najdemo nikjer druge kot v solinah, ker rastejo v teh različnih oblikah, kvasovke, nitke in tako dalje, in ker pri teh kvasovkah govorimo o ekstremofilnem ekotipu, se pravi, to je značilna ekstremofilna rast. Rastejo počasi, v obliki skupkov, konidije delajo navznoter in imajo te izrazite debele melanizirane celične stene. No, poglejte, zdaj pa, da vas še malo zamorim z enim filogenetskim drevesom. Vse črne kvasovke solin se uvrščajo v red Dotideales. Kaže vam ta red zato, ker poleg tega redu je še en red, kjer se nahajajo črne kvasovke, Ketotiriales. Filogenetsko so to ločeni organizmi. Vendar sta v teh 2 redovih so najbolj ekstremni eukarionski organizmi na svetu. Poleg naših solinskih se tukaj nahajajo še organizmi, ki živijo v kamnih na Antarktiki, prav v kamnih pri minus 50 stopinjah, edini organizmi, ki so tega sposobni. Tukaj so tudi organizmi, ki naseljujejo savne, finske in turške savne in rastejo pri 90 in 100 stopinjah. In tudi tukaj so eni najhujših organizmov, kar se tiče patogenih sprememb. Določene črne kvasovke napadajo zdrave ljudi, zlasti Azijci so občutljivi in se preko živčnega sistema razširijo v možgane. In komur se zgodi ta smola, da pride do te okužbe, zelo velikokrat se to zgodi v savnah, umre, ker to so stvari, ki se jih ne da dobro diagnosticirati, če vedno, zdraviti pa sploh ne. Torej, naš modelni organizem za proučevanje je Hortea werniekii. Takole en takle lep drevešček na robu kolonije, vidite, to so hife oziroma te nitke. No, in zdaj bom jaz pogledala na uro, da vas ne bom zadrževala preveč. Povedala bom par besed o tem, kako se ta kvasovka prilagodi na slanost. Poglejte. Pri pogojih visoke slanosti je najbolj bistveno vzdrževanje ozmotskega tlaka. To dela organizem na več nivojih. Arhebakterije to rešujejo tako, da celice napolnijo z velikimi koncentracijami kalijevih ionov. Tako velikimi koncentracijami, kot so koncentracije natrijevih ionov v zunanjosti. In seveda, če je celica polna kalijevih ionov, mora biti celotna mašinerija celice temu prilagojena. Proteini so drugačni, vse je drugače. Drugi organizmi rešujejo ta problem tako, da sintetizirajo ozmotsko aktivne snovi, ki jim rečemo ozmoliti. Pri eukariontih je to največkrat glicerol, so pa tudi drugi. In naše glive to rešujejo na ta način. No, vidite celice v kulturi, da vam pokažem, kako in vitro raste Hortea werniekii pri celem območju slanosti. In zanimivo je, kot vidite, da ima zelo širok optimum. Bolje uspeva pri 5% soli, pa tja do 17, kot pri višjih koncentracijah oziroma pri nižjih koncentracijah. Prva prilagoditev, ki vam bi jo rada pokazala, je celična stena. Če raste Hortea brez soli, je celična stena tanjša in manj melanizirana. Ko sol narašča, se melaninske granule strnejo in oblikujejo tak soliden sloj. Tukaj je to še lepše vidno. In ta soliden sloj deluje kot mehanska bariera, ki izravnava ozmotski tlak.
Se pravi, to je ena od prilagoditev, ki smo jo opisali. Pogledali smo tudi metabolno pot, se pravi biokemijsko pot sinteze melanina in ugotovili, da dela ta melanin pri slanih in neslanih pogojih. Identificirali smo vse te metabolite in proučujemo tudi gene, ki so vpleteni v sintezo melanina. To je samo zato, da malo vidite, v kakšno smer segajo naše raziskave, poleg teh lepih slik. Skratka, pri tej sintezi sodelujejo 3 geni, ki so tukaj navedeni. Ugotovili smo, da ima hortea dvojni set teh genov, se pravi, vsi ti geni se pojavljajo v duplikatu. Eden od obeh genov je izražen pri višji slanosti, drugi pa pri nižji slanosti. In vsi geni, ki so pomembni za adaptacijo, se pojavljajo v duplikatu. In je zato tudi v tem smislu precej edinstven organizem. No, tukaj vam bom pokazala samo še nekaj. S temle encimom uravnavajo črne kvasovke, oziroma hortea uravnava koncentracijo sterolov v membrani. Več je sterolov, bolj je membrana običajno rigidna, manj je sterolov, bolj je tekoča. Uravnavajo pa tudi z maščobnimi kislinami ravno obratno, se pravi povečuje fluidnost. In za našo črno kvasovko smo ugotovili, da ima fluidne membrane, enako tekoče membrane, čez izjemno široko področje slanosti. Organizmi, ki niso prilagojeni na slanost, se jim to takoj spremeni. Pa pride tukaj takoj do padca in je to en od razlogov, da celice niso funkcionalne. No, poglejte, te celice horte izrazito nimajo povišanih koncentracij ionov. To pomeni, če živijo v slanem. To pomeni, da imajo zelo močne, zelo aktivne protonske črpalke v membranah, ki kakor ioni vdirajo, jih mečejo ven. Zato, če pogledamo koncentracije njihovih ionov v celici, tukaj malo slabo vidite, ampak bom povedala, so v nanomolskih koncentracijah. Se pravi, tako rekoč ionov ni, ne glede na to, da živijo tako slanem. Imajo pa zelo kompleksen sistem kompatibilnih topljencev, ki sem jih prej omenjala. Ko so celice v logaritemski fazi, narašča predvsem glicerol, kot vidite, narašča glicerol. Ko pride v stacionarno, prevlada drug kompatibilni topljenec, eritritol. Se pravi, taka regulacija, zelo natančna med obema kompatibilnima topljencema obstaja. Mogoče še zanimivost, pri nižjih slanostih pa pri uravnavanju teh turgorskih pritiskov sodelujejo tudi mikosporini. To so derivati aminokislin, ki jih omenjam zato, ker smo pri teh naših glivi prvič ugotovili, da mikosporini sploh imajo vlogo kot kompatibilni topljenci. Do zdaj so bili opisani samo kot snovi, ki sodelujejo pri sporulaciji gliv in ta njihova vloga sploh ni bila znana. Je bila odkrita prvič tu. No, naredili smo tudi diferencialno ekspresijo genov pri pogojih nizke in pri pogojih visoke slanosti. Ne bom vam razlagala vsega tega, naj vam povem, da smo našli 120 diferencialno izraženih genov, da posamezne med njimi proučujemo. Razlog, zakaj jih proučujemo, pa ni strogo samo, rečemo, znanstven, ampak je v povezavi z transgenimi rastlinami. Danes je salinizacija eden največjih problemov, ki ga imamo na svetu. In sicer 20% zemlje, ki je agronomsko pomembna, ne bi v naslednjem desetletju izgubili na račun povišane slanosti. Normalne rastline na taki zemlji ne uspevajo. Uspevajo pa seveda transgene rastline. In mi iščemo tarčne gene, ki jih vnašamo v rastline in s tem povečujemo njihovo toleranco na sol. In na to temo imamo en patent, ki dejansko daje, lahko rečem, dobre rezultate, tako da to je nekaj, kar razvijamo. Zdaj pa imam še 5 minut, se pravi še. Bi vam rada predstavila, pa povem še nekaj besed o patentu, še drugi organizem, ki sem ga omenjala, ker je tudi izjemno zanimiv. Ta drugi organizem je pa čisti rekorder med evkarionti. Odkrili smo najbolj halofilnega evkarionta sploh, takega, kot se sploh ni mislilo, da je lahko kakšen evkariont, glivo, ki potrebuje za rast, da lahko sploh raste, najmanj 10% soli in raste do popolnega nasičanja. No in ta gliva je zelo zanimiva. To je gliva, ki je bila prej poznana do nekaj let nazaj kot rod za eno samo vrsto.
rod Valemija, vrsta je bila Sebi. In to je ena taka neugledna rjava reč, ki smo jo veselo metali preč vsa leta, ko smo jo izolirali, ker smo mislili, da je pač ena vrsta, smo opisali in jo zabrisali preč. In zdaj seveda to globoko obžalujemo, ampak tako je to bilo. Ta gliva je zelo zanimiva tudi zato, ker je toliko imen se je pojavilo za njo. Nihče jo ni znal pravilno vrstiti. Se pravi, avtori so jo imenovali, drugi preimenovali, tretji spet preimenovali. Skratka, vsa ta imena so se pojavila. Se pravi, po eni strani se ni vedelo, ali je to res ena vrsta, ni se vedelo, kje v naravi se pojavlja, znana je bila samo iz hrane, pršut, datli, kandirano sadje, in nihče ni vedel, ali je bližje plesnim ali recimo bližje gobam. Filogenetska pozicija je bila popolnoma, in razlogov nam razlagala, popolnoma neznana. Eni so zagovarjali eno, drugi drugo. No, ko bi smo v eni fazi le nehali metati preč tiste izolate in jih začeli proučevati, ker se nam je zdelo, da se tukaj skriva malo več v tej zgodbi, in kasneje uspevali pač na osnovi tega markerja, to je manjša podenota ribosomalne DNA, opisati ta rod, kot vidite, kot čisto popolnoma ločeno skupino znotraj bazidiomikota. Se pravi, znotraj prostotrosnic, se pravi, bližje jurčkom, da tako rečem. In ne, da smo opisali to čisto posebej, opisali smo tudi nov red in nov razred, ker veste, da v taksonomskem smislu je izjemno visoko, hierarhično gledano. Ugotovili smo na osnovi drugega molekularnega markerja, da so to v resnici 3 vrste. Tale vrsta je ta najbolj ekstremofilni eukariont, o katerem sem govorila. Potem sta pa tukaj še te 2 vrsti. Raste, čeprav je čisto ločena, v obliki takih meristematskih skupkov, kot ste jih prej videli pri črni kvasovki. Se pravi, narava jih je pripeljala do istih rešitev, čeprav so filogenetsko popolnoma narazen. In tlele vidite lahko podobnost, kako se različni organizmi branijo pred hudim zunanjim okoljem. V bistvu na zelo podobne načine. Ne? Se pravi, Horteja, Valemija, no, to bi pa najbrž ni treba razlagati. Če tukaj pogledamo 3 vrste, zdaj vidimo, ko smo naredili analize, kako zelo se že po morfologiji razlikujejo. Ta, ki je najbolj halofilna, raste skozi v obliki teh skupkov, te so po izgledu popolnoma drugačne. In to je pa recimo slika, ki je fiziološko najbolj pomembna. Vidi se, da ta halofilna vrsta potrebuje najmanj 10% soli, raje več, da sploh začne rasti in raste v celotnem območju slanosti. In tale revica, ker ji lahko zdaj rečemo, ker smo se že precej ugovarjali z njo, se je znašla v eni evolucijski slepi ulici. Naseljuje čist samo soline najvišje slanosti, ne najdemo nikjer druge in v solinah živi prav eno žalostno življenje. Pri nizkih slanostih se obda s takole celično steno. Debelo, ampak kljub vsemu, ne preveč debelo. Poglejte, kaj se z njo zgodi, kadar slanost naraste na 25%. Vse to, kar vidite, je ena sama debela celična stena. Celične vsebine tako rekoč ne ostane nič. Zaščiti se, skrije se noter in ždi ter čaka, da se bo kaj spremenilo. No, to so ti skupki, še z enim mikroskopom, ki je dosti taka inovativna tehnika, da vam še to pokažem, ker so take lepe slike. Torej, da več ali manj skoraj zaključim, nekaj slik samo še za konec imam. Zdaj dejansko imamo 2 modelna organizma, ki sta si zelo različna. Eden je prožen, fleksibilen, premore celo območje slanosti, drug je tog, podoben po obnašanju arhejam, arhebakterijam, čeprav je to gliva. In vsak se prilagaja na popolnoma drugačen način in zato sta zelo primerna modela. No, pa še nekaj člankov. Naredili smo patent, ki sem ga omenila. Ta patent temelji na HAL genu. HAL gen je gen, ki sodeluje pri detoksifikaciji stranskih produktov, ki nastanejo pri sintezi metionina. Se pravi, to je povezano z metabolizmom žvepla. Pri visokih slanostih nastaja veliko toksičnega produkta, ki ga je potrebno odstranjevati. Normalni geni pri normalnih organizmih tega ne zmorejo pri visokih slanostih. Geni naše Horteje
pa to zmorejo. In s prenosom tega gena v rastlino lahko povečamo toleranco na slanost. Torej, lejte, kam sta me še pripeljali te dve glivi, nekaj, kar bom samo zaradi moje prijateljice klele v prvi vrsti, ki me je na koncu nagovorila, še pokazala. Te organizmi so nas privedli tudi na Arktiko. Mi preučujemo tudi arktične organizme. V čem je razlog? Ko voda zmrzuje v led, ioni, ki so v vodi, se izločajo. Izločajo se v kapilare, ki obdajajo vsak posamezen kristal ledu. In v teh kapilarah, ki so od nanometrskih do mikrometrskih velikosti, odvisno od temperature ledu, je dejansko lahko precej visoka slanost. In v bistvu v teh drobnih kanalih lahko živijo sladoljubni halofilni organizmi. To smo odkrili šele nekaj let nazaj. Ko smo šli prvič na Arktiko, smo želeli preučevati predvsem morski led. Tisto leto, ko sem šla jaz prvič na Arktiko, je bila pa smola, lahko rečem, ali pa sreča v nesreči, da morskega ledu tako rekoč ni bilo, ker se je stopil prej kot običajno. In sem iz čiste frustriranosti začela vzorčiti takele iceberge, ki so odpadali z ledenikov. Za ledenike je do takrat veljalo, da so to lovilci spor z vetrom prinešenih organizmov in da kar je preko tisočletij priletelo in se ujelo v led, je v določenih primerih preživelo. No, te naše raziskave so odkrile, da ledeniki niso samo to, temveč da se na bazi ledenikov nahajajo področja tekoče vode zaradi mase ledu, ki pritiska in zaradi teh kapilar, ki vodijo do tja. In da v teh področjih čisto tankih tekoče vode živijo masovne populacije kvasovk. Mnoge od njih so enake tem, ki jih najdemo v solinah. To je bilo čisto novo odkritje. Seveda pa, če pomislimo na to z drugega stališča, je to jasno. Vodna aktivnost nekega okolja je lahko znižana na račun slanosti, ker je voda vezana na sol, lahko je znižana na račun sladkorja, to je recimo marmeladi, ko je voda vezana pač na sladkor, lahko je pa vodna aktivnost okolja znižana zato, ker je voda pač vezana v led. V vseh primerih se organizmi soočajo z nizko vodno aktivnostjo in mirno lahko pričakujemo podobne prilagoditve. No, danes vemo že več in tudi vemo, da je res tako. Torej, ledeniki so polni življenja, lahko rečem. No, klele se jaz takole smehlam in se vozim sanmi, to je en iceberg, ki kot rečeno mrgoli življenja. In tukaj so samo ne številke v podporo. Poglejte, če vzamete iz vrha ledenika mililiter ledu oziroma košček ledu in ga stalite, dobite v tem mililitru ledu 10 do 40 kvasnih celic. Če vzamete to iz baze, dobite v mililitru tja do 3000, zdaj vemo, da v bistvu tudi več celic. Se pravi, to pot, ki so to organizmi preživeli, jih je tudi obogatila. Ledeniki delujejo kot obogatitvene aparature evolucijske, lahko rečemo. No, takle led, če ga pogledate, vidite, to je led, ki vsebuje sadro. Če ga stopite, vidite tole. In to bo tudi moja zadnja slika za danes. Vidite izjemno močne populacije belih kvasovk. Če povzamete led, ki ima kristale sadre in v tem spominja na soline, dobite pa same črne kvasovke. Vidite, tole vse so črne kvasovke, ki jih poznate že iz solin. In če vam ene take slike še pokažem na koncu, najdemo bele kvasovke, rdeče in pa črne, ki jo najdemo tudi v solinah. In s tem bi se vam jaz rada zahvalila. In to so vsi moji sodelavci v Sloveniji, ki so doprinesli k temu, kar sem vam danes prikazovala, in še vsi sodelavci v tujini, ki so tudi seveda v mnogočem doprinesli k temu prikazu. Hvala lepa.